Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Naša tokratna gosta je novinarka, pisateljica Katarina Keček, nekoč Katarina Stojanovič. Ja, to je zdaj moj nickname, jaz temu rečem. Katarina, pa greva malce nazaj v tvoje otroštvo. Ti si odraščala v družini jugoslovanskega oficirja, ne? Ja, Oficirja JLA, takrat bi rekli, zdaj bi rekli častnika, ne? Častnika. V stari Jugi je bil to neka privilegirana pozicija, ne, moram kar priznati. Ampak tvoj oče ni bil rojen v Sloveniji, ne? Ne, Prišel v Slovenijo. oba starša sta iz Južne Srbije, iz Niša, in sta tako rečem, prišla iskat še v stari Jugoslaviji srečo v Sloveniji, ne. Oziroma foter je bil oficir, poročnik in so ga poslali na službovanje v Postojno takrat, ne. To je bilo čisto nekaj normalnega. Je še moja mater bodočo takrat sabo vzel, in jaz sem se rodila v Postojni, ne. Tako da jaz se imam za Postojnčanko originale, ne. Če tako rečem. Pa se je oče selil potem po Sloveniji? Vsi oficiri so se selili, danes tega v slovenski vojski tega ni, ne. Mi smo imeli zelo veliko težav s te selitvijo, ker smo se v mojem otroštvu 3-4 selili, iz Postojne v Ribenco, pa iz Ribence v Kočevje, pa iz Kočevja v Maribor, pa z Maribora v Ptuj. Je to težko? Zelo težko. Ko si mlad človek, ne, pa si otrok, teh stvari ne razumeš, ne, so ti najbolj pomembne stvari, ki jih poznaš. Zdaj, ko gledam za nazaj, je pa to neverjetno dobra izkušnja za mene. Če se primerjam, bom rekla, z večino mojih prijateljev Slovencev, ne, tako vsi imajo neke zelo močne korenine, ne, tako dedovina, očetovina, stara hiša tukaj, stara hiša tam, ne, tako da vidim, da se zelo težko premikajo. Slovenci imajo ful veliko problemov, da se preselijo iz mesta v mesto, iz vožnja v službo, iz Domžal v Ljubljano je cela drama. Spomnim se one zgodbe pred parimi leti, ko so Revozi iskali veliko delavcev in jih nisem mogli najti, ker se nihče iz Ljubljane ni hotel peljati v Novo mesto, čeprav je bil prevoz organiziran. Tako da kaže samo to, saj sem se to ugotovila, ne. Zelo težko se premikate, ne. Jaz sem imela pa take okoliščine, da sem se mogla premikati, če sem se hotela ali če se nisem hotela. Zdajle, če rečem to po enih 40-50 letih, sem jaz nadvse srečna, ker grem vsako od teh mest in se vsake mesto počutim doma. Posod imam neke družinske prijatelje iz otroštva, vse ulice poznam več ali manj, tako da jaz, ko grem v Maribor, sem v Mariboru doma, ko grem v Ribenco, v Rajbenco, sem najbolj srečna, ker sem doma na Dolenjskem. Kaj pa v Srbijo k starim staršem, Niš? Ste se kaj med počitnicami, med dopustom? Hodili smo med počitnicami, to neko klasično slovensko dopustovanje, babic in dedko, to pa bilo tudi vse, ne. Zdaj se tudi zgodaj umrla, no, tam nekje ob razcepu Jugoslavije. Tako da zdajle ta hip, recimo, trenutno nimam skoraj nobenih vezi. Si sama odraščala? Si bila edinka? Imam brata mlajšega, ki se je potem s starši odselil v Srbijo po koncu osamosvojitve, ne, da rečem po 7-dnevni vojni, po sprejetju mirovnega sporazuma. So se moji starši in moj brat, tako kot pač večina vojaških družin, ne, spokali na... Ti si bila pa takrat stara? Jaz sem pa takrat stara 19 let. In si lahko že ostala? Lahko sem ostala, oziroma tako rekla, polnoletna sem bila in sem ravno končala prvi letnik novinarstva v Ljubljani. In sem prvič v življenju izkoristila to pravico, da sem fotoru rekla ne grem z vami. Ampak častniku reči ne? Ja, je bila drama, seveda je zelo zameril. Kakšen častnik je bil, kakšen položaj je imel? Zdaj bom tako rekla, zdaj bi mogla v tem biti tiho, ampak takrat, ko je moj fotor je bil kar veliki karierist in zelo ambiciozen in tudi dober vojak, če rečem tako,
tako da bi on celo predviden, da bi ga poslali za generalsko mesto v Rusijo. Takrat sem šla fakt v Ljubljano, tako da bili so glih na tem, da se morda celo v Rusijo preselijo, jaz sem pa že v Ljubljani. Tako da namesto Rusije so šli potem v Beograd, oziroma niti ne v Beograd, poslali so jih pač na vojna območja. Ne. Kako pa je bilo, ko se je vojna začela? Kako je bilo to doma? Verjetno malo drugače kot pri vas. Drugače, ne? Zelo, jaz sem veteran vojne za Slovenijo, mi smo imeli pol leta prej, smo dobili orožje, smo nekako vedeli, če pride do napada, da pač se bomo verjetno streljali. Ne? Jaz sem bila hčerka polkovnika, jaz nisem nič vedela, da bo vojna. Iskreno rečeno, nič nisem vedela. Se doma o tem ni govorilo? Moj oče ni o tem govoril, spomnim se, da je bil živčen, ki je gledal poročila, da je bila velika napetost takrat, Slovenija napovedala odcepitev, ampak nihče dejansko, govorim zdaj z aspekta družine, v kateri sem živela, ni verjel, da bo sploh do tega prišlo. Rekel, da si boste upali mogoče kaj tašnega. Tako da, ko se je to zgodi, ko se je točno rekel tork, če se ne motim, oziroma ko so bile postavljene tiste prve ovire na cesti, jaz sem bila takrat v Ljubljani, oče me je klical iz kasarne, je rekel, da je on v kasarni ujet na Ptuju, da so obkoljeni, da ne more nikamor. Moja mama je bila takrat medicinska sestra tudi v vojašnici, Franca Rozmana Staneta v Mariboru. So jo poslali na teren in ni imel nobenih stikov z njo, ker takrat ni bilo še nobenih mobitelov. Moj brat je bil star 9 let in je bil sam doma v Mariboru v stanovanju in me je oče klical, da se moram takoj vrniti iz Ljubljane in da grem za brata poskrbeti, ker ona dva ne morata priti domov. Tako me rekla, blokirana sta bila, takrat je bila pa taka situacija. Jaz sem 2 dni rabila takrat do Maribora, se spomnim, 19-letna punca, vse se ustavilo, ni bilo vlakov, ni bilo avtobusov, šla sem nekaj na štop, pa sem mogla nekaj čez Dravograd pri štopu, štopa ni bilo, pa sem je ven metal, pa je bila že vojska na cesti, tako da sem po 2 dneh prišla v Maribor. Moram reči, da moj brat je doživel tista 2 dni, ki je bil sam doma, neke vrste živčni zlom, ali kako ne rečem. Ja, to so pač tudi grde zgodbe, o katerih se nismo pogovarjali. Bil je 2 dni zaprt samo v stanovanju, nima nobenega stika z starši, ker ga niste mogli poklicati. Ko sem jaz prišla, niti ni vedel, kje sem jaz, ali bom prišla po njega ali ne bom, tako da ste počutil sanga. V tistem času so ga klicali po telefonu, bom rekla, lahko rečem temu, ne vem, verjetno tudi kakšni sosedi, ki nas niso marali, ali pa kakšni ljudje, ki so vedeli, da je sam doma, oziroma da so moji starši v kasarni, po telefonu so mu grozili, mulcu, da so mu mamo zaklali, da so od sestro posilili, tako da je bil to malo res čisto ven iz sebe, ker sem jaz prišla domov. In potem nisem imela druge variante, kakor foter me je prosil, da malo ga zbašem oziroma da se oba zbaševa na vlak za Niš in da greva k starim staršem. Ste šla? Jaz sem brata odpeljala, ampak sem se takoj vrnila nazaj. Nisem. Ker sem tašen tip, po domače povedano. Lahko iskreno rečem, moj oče je bil zelo vojaški tip, tako da pri nas doma ni bilo neke demokracije nikoli, ampak le bo tako, kot oče reče, da mora reči tako do moje polnoletnosti, oziroma dokaj nisem. Mama se je pa strinjala? Mama se je strinjala z očetom, oziroma mama se je strinjala z večinsko demokracijo v naši hiši. Tako je bilo včasih, ne? Tako je bilo pač in drugače ni šlo, tako da sem se vrnila nazaj. Jaz nisem niti hotela biti v Srbiji, če bi hotela v Srbiji preživeti, bi se že tudi sama preselila, lahko bi šla tudi študirati v Beograd, karkoli. Jaz sem se v Sloveniji vedno počutila doma. Slovenija je bila to, ja. Pa tudi tako, jaz zdaj rečem, jaz sem Slovenka, se imam za Slovenko s temperamentom, zato ker sem bila rojena tukaj, vse šole, vse izobraževanje, sem dala skozi tako kot ti, za iste zadeve sem se mogla matrati, jaz zdaj celo gledam, da sem se mogoče morala še bolj potrjevati, zato ker je bil moj prvi jezik srbski. Ste tudi doma tako komunicirali? Ves čas. Zdaj pa, ker nimam toliko teh srbskih prijateljev, družine blizu mene, moram reči, da tudi zgubljam pri temle materinskem jeziku, če to rečem, zvenim že kot gastarbajterka iz Nemčije, tako, ko pridem včasih v Srbijo. Sem pa zato zelo dodelala slovenski jezik. Mi je bil zelo velik izziv, zato ker sem mi vedno ga učitelj, da ga kot čifurka ne morem govoriti, da ne obvladam dvojine, da ne obvladam rodilnika, da uporabljam veliko srbizmov, tako da sploh to v mladosti je bilo. Si to čutila v osnovni šoli, da si čifurka? Ne, dolgo časa ne, v začetku 80-ih so se pa začele te zadeve. Od dneva, ko smo bili naenkrat vsi prijatelji, sem naenkrat postala, se prav spomnim, bosanđeros, albaneros, vse mi niso vedeli, kam me ne damo. Pri nam v Zasavju recimo niso govorili čefur, ampak mi smo novodobni izraz. Bosanci. Bosanđerosi smo bili. Ampak se največkrat tudi nežaljivo. Mi smo imeli veliko teh rudarjev,
dijakov, ki so se šolali spode, ja. in so se šolali in so prišli iz Bosne in za nas so bili Bosanci. Ne? Ja. Nič, gremo igrati Bosanci proti Slovencam, ne? In smo igrali nogomet. Takrat smo bili pa prijatelji. Ne? Ampak eno obdobje so bili vsi ti izrazi, ki danes rečeva, so bili slabšalno izrečeni in smo jih tudi, tako druga stran, tudi slabšalno dojemali. Ne? Tudi, ko sem začela v medijih delati, ne? To je bilo tam nekje 95. 96. leta, bom tako rekla, sem bila ena redkih, če ne celo edina, ki je imela srbski priimek, bom tako rekla, na televiziji. Ne? Stojanović. Stojanović. Ne, da bi bilo to zelo tak čuden priimek, ne? Ampak ni bilo nobenega drugega na ič, ne? Tako da sem zelo izstopala na ta način. Prav spomnim se enkrat, moj šef je bil pa Tomaž Perović, ne? Pa sem rekla, pa saj ti stuči furkaj. Preko ne, moja mama je pa Slovenka. Tako da smo se ločili, ne, tudi potem, ne, torej, kdo je bil iz mešanih zakonov, ne, in kdo je bil čisto iz čistih. Kdo je bil s trdim čajem, kdo pa z mehkim čajem? Kdo je bil s trdim čajem, pa z mehkim. Ogromno mojih znancev, ogromno mojih tudi družinskih prijateljev je v začetku 90-ih let menjalo svoje priimke. Verjamem, da tudi ti veš za te primere, ne, da so si menjali priimke, bom rekla, iz tipično čefurskih, tako rečem, na sprejemljivo slovenske. Ne? Tega se bova še dotaknila. Ja. Se je tvoj oče kot oficir častnik umazal roke v tej osamosvojitveni vojni? Ne, in na to sem ponosna. Potem, ko je on šel, je bilo nekaj časa, so bili taki psihotični časi, če se spomniš, mogoče 10 let potem se je celo govorilo, da obstajajo neki spiski potencialnih vojnih zločincev, torej vojnih lica, ne? Ki ne bi se zbirali nekje, jaz nisem teh, tudi kot novinarka nisem teh spisov nikoli videla. In si ti zastrigla z ušesi, ne? Seveda sem zastrigla z ušesi, zato ker je moj oče bil eden od komandantov kasarne. V Ptuju se med osvobodilno vojno ni dogajalo nič posebnega. Na srečo, ne? Na srečo. Vojska bila zaprta v kasarni, bili so od prvega dneva obklopljeni. Jaz sem bila tudi takrat pri očetu na obisku. Spomnim sem, da sem mu nesla pečenega piščanca in cigarete, Niško Morovo, kar mi je prosil. Tako je bilo, to so bili tisti časi. Ja, pa Niška Drina je bila tudi. Ja, Niška Drina, ampak on je Niško Morovo kadil, ne. Tako da se spomnim, da sem se z nekim najetim avtom sosedovim spravila iz Maribora, direkt sem imela vozniško dovoljenje, če sem se tresla, ampak vsem sem mogla iti očetu. Tako mi rekla, zame je bila seveda kočljiva zgodba, tudi kot novinarka, tudi sem se počutila tukaj doma v Sloveniji. Po drugi strani se je prek noči to kar naenkrat spremenilo, vse to, kar sem jaz verjela, pač ni obstajalo. Jaz iskreno povedano, jaz nisem bila za osamosvojitev Slovenije. Čemu bi bila proti svoji lastni družini? Moraš tudi razumeti, da sem jaz živela v neki doktrini komunizma celo življenje. Moj oče je imel zelo veliko proti cerkvi. Vso moje otroštvo, bom rekla, je gojil res neprijeten odnos do cerkve. Ni mi dovolil, da grem obiskat cerkve, živela sem v Ribanci, vse moje prijateljice so hodile na verok, vse so imeli Božič, orehove potice, Miklavža. Govorimo o nekih lepih zgodbah, ki jih prinaša tudi seveda vera in religija. Jaz sem bila iz vsega tega odvzeta in tudi nisem razumela, ker mi tega doma nismo nikoli gojili. Tudi pravoslavno, ne? Tudi pravoslavno, ne. Moj oče je bil komunist, priznam, bil je komunist do konca življenja, on se je počutil Jugoslovan, on je bil siromašen fant in je pač, bom tako rekla, Jugoslavija njemu dala izobraževanje, dala mu je stanovanje, dala mu je pozicijo, dala mu je funkcijo, dala mu je denar, dala mu je tisto, kar pač nikoli v življenju ni imel in je tudi mislil, da ne bo nikoli imel. Ne. In ko si šla ti pogledati te spiske? Ko sem prišla do teh spiskov, ga ni bilo gor. Na srečo, ne? Ali pa ne, mislim, da bom tako rekla, jaz sem že zdavnaj razčišla, to ni moja zgodba bila. To je njegova. Moj oče bi bilo komot vojni zločinc, kaj imam jaz s tem, konc koncov, ne? Tako da njega so potem poslali na vukovarsko območje, direkt po Sloveniji, brata pa mamo pa nekam tam okolici Šapca. Jaz za mojo družino, takrat, ko so šli s tistim vojnim konvojem, 2 leti nisem slišala, ker so bili poslani v neznano, takrat ni bilo nobene organizacije, takrat se stihijsko odvažali ljudi, pa iz Slovenije odpeljali so, ne vem, okoli 100,000 ljudi in ne vem, koliko vojne opreme, to me nikoli ni preveč zanimalo. In takoj, ko so šli čez mejo, ni bilo neke organizacije, kaj grejo kakšni garnizoni, ne. Šli so tja, kot so se pač, Srbi po domače odločali, ne. Nekam v Srbijo, oni so šli v Bosno, vojna žarišča so bile že tam na Slavoniji, pa Vukor je bilo že na veliko, odpiral se je, da bom rekla, južno Dubrovniško, pa Šibeniško bojišče, ne, in telefonov, kot sam veš, ni bilo in oni so jih nagnali tam dol in 2 leti potem nisem niti vedela, niti kje so, niti kako so, če so sploh živi ali kakorkoli. Prek Rdečega križa sem jih potem najdla v Šapcu, mama, očeta in brata.
Moj oče je bil, ko sem iz njega najdla v Šapcu, že v pokoju invalidskem, ker je v Vukovarju doživel infarkt in on tako rekel, ni več mogel nadaljevati te njegove vojne usposobljenosti, kar je spet hvala Bogu. A ne? Poskušala sem se parkrat z njim pogovarjati, tako, kako je na bojišču, kako je boriti se proti svojim prijateljem od včeraj, zato tukaj smo imeli seveda različno mnenje, a ne? Ni hotel o tem govoriti. Spomnim se pa enkrat, da se ga je fejst napil, a ne? Ker moj oče načeloma ni pil in da takrat so mu padale te neke grde zgodbe o tem, kaj vse on tam videval od vseh teh. Tudi najbolj je bil razočaran nad paravojaškimi skupinami, ki so se takrat pojavljale in so bile njemu kot polkovniku JNA predstavljene kot enakovredne vojaške trupe, s katerimi mora on sodelovati. No, takrat jaz mislim, da je tudi njemu, kar tudi še politično tiče, da je prestopil, pravim, doživel je infarkt in pol kasneje tudi nikoli ni več ni udejstval. Njegovo osebno razočaranje, da tako povedati, ne? Jaz sem se večkrat poskušala v njega, on je bil kot rojen vojak, on je celega življenja živel za to vojsko, on je bil pripravljen se tudi izobraževati in hočemo reči tudi družina je bila na drugem mestu, ne? Če nas je selil, glede na to, kak je njegova služba šla oziroma kako je njegova služba zahtevala, to je bilo vedno na prvem mestu. Ne? Jaz celo, kad majhna nisem bila nikoli v vrtcu, ker je mene oče peljal v vojašnico in se me tam vojaki čuvali, tako rekla, to so meni lepi spomini bili, ne, počutila sem se varno, non-stop so bili fanti okoli mene, lušni, mladi, tam skakala sem po tankih, po havbicah, tako, ampak tistih časih, ne vem, če se spomniš mehkega, pač vrtcev ni bilo tako, ne, koliko jih je bilo danes in to je bila ena izmed rešitev, tako da jaz sem zrasla z vojsko in jaz vojsko ne moram reči, da je ne maram, mi smo imeli vedno polno hišo vojakov, družinskih prijateljev, znancev, ne, se veš, kako je dobro časih bilo, ne. Moj fotor je pač bil tam glava, ne, in je lahko stvari zrihtal in so vsi hodili. Vsi inštruktori moji v srednji šoli so bili vojaki ponavadi, ne, vsi. So se pa potem v Sloveniji pa zate začele, ne? Se v tem ti pišeš knjigo, ne? Če se ne motim, ne? Ja, to mi zdaj končujem knjigo. Ne Generalova, kako? Ne, Okupatorjeva hči. Okupatorjeva hči. Ja, tako so me namreč imenovali takrat na začetku, ne. V začetku življenja po osamosvojitvi. Ja, v začetku življenja po družini, ne. Ko so moji starši šli takrat, jaz sem iz Ljubljane hotela priti nazaj v Maribor, ker smo imeli pa tam družinsko stanovanje. V stanovanje nisem mogla več vstopiti, ker ga je zasedel neki teritorialec iz Ptuja, svojo družino. Jaz tega človeka jaz nisem imela... Hvala. Jaz tega človeka nisem niti poznala, nisem imela nič proti njemu, ampak zdaj vem, kako je pač to potekalo, ker so bile zelo podobne zadeve, a ne? Prazne stanovanja oziroma stanovanja, ki so bila vojaška, so bila na nekih spiskih, za večino se je vedeli, katere so stanovanje zapustili, verjetno je v ta komplet prišel pač stanovanje mojega očeta oziroma moje družine. Gospod se je vselil z družino, zamenjal ključavnico, jaz, ko sem prišla, me je nadrl, še hišnik je prisol z hiše, v kateri smo živeli 10 let v bloku, pa so se obadrli name, da sem okupatorjeva hči in da bo se policijo poklicala. In v tistem strahu, moram rekla, in tisti travmi in tisti psihozi, stara sem bila 19 let, sem zbežala. In potem sem bežala še 5-6 let. Kam? Povsod, kamor se je dalo. Vse sem vam rekla, jaz imam velik mest, kjer se počutim doma. Potem si pa delala šolo. Imela sem srečo, ker sem bila vpisana na faksu in nihče kasneje ni zahteval nobenih dokumentov od mene razen indeksa. In dokler sem jaz indeks normalno vodila in dokler so bile te zadeve urejene, jaz nisem z nobenimi osebnimi dokumenti na fakulteti rabila nič operirati. Zdravstvene izkaznice pa te zadeve si pa imela? Ja, pa je to vse poteklo, seveda. Če mi ni moj oče plačeval za moje zdravstveno, jaz tudi nisem bila zdravstveno zavarovana. Saj zdravstveno zavarovanje je bilo zelo približno podobno, kar se tiče otrok, kot je bilo takrat. Da bi rekla, v eni noči sem ostala torej brez družine, brez stanovanja, brez denarja, financirali so me starši, brez socialne varnosti, ostala sem brez zdravnika, ostala sem brez dokumentov, brez pasoša, vse stvari so bile v stanovanju, ki jih jaz kasneje nisem nikoli niti dobila, tudi moja violina, naprimer, pa tako ne. Tako da sem ostala pa s temi stvarmi, ki sem bila v Ljubljani, z 2 kuframa in z notnim stojalom. Državljanstvo pa ti nisi imela slovensko? Jaz sem rojena v Postojni. Jaz nisem nikoli vedela, oziroma tako rekla, do osamosvojitve se nič ne pogovarjala o tem. Ja. Jaz sem potem, ko so moji starši šli, dobesedno ostala na ulici.
Bila sem malo pri enem prijatelju, malo sem se švercala v študentu, ko nisem imela kam spati, sem spala v eni sobi v kleti študentskega doma. Če sem kaj zaslužila, sem si lahko najela stanovanje oziroma sobo za mesec, dva, ponovadi se to steklo, ker tudi delati nisem mogla redno, ne. Nekaj sem delala prek študentske izkaznice, nekaj imel na črno, kar sem delala na črno, mi ponovadi se znalo tudi, da mi niso plačali, ne. Sploh, ker sem bila punca, ne, tako da če punca sama, mlada, nezaščitena, potem je lahko tudi okolica z njo do grobe, zato ker ve, da je ona ranljiva v teh. Tako da so se mi dvakrat, trikrat dogajale zgodbe, da mi ljudje niso plačali, ker so vedeli, da jaz nimam kaj početi, oziroma ker so vedeli, da sem izbrisana, oziroma da nimam dokumentov, ker če bi imela dokumentov, bi tudi redno pri njih delala. Pa je bila takrat že možnost zaprositi za, ali pa ne vem, se to zaprosi za slovensko državljanstvo? Jaz sem slišala, ne, da bi mogli zaprositi za neko državljanstvo in tako. Jaz nisem, čisto iskreno povedano, jaz sem bila prepričana, da je to vprašanje teh, tako kot si omenil, Bosancev, ki so prej prihajali na neka začasna dela. 15 let stari. Ja, 15 let, pa so pač tukaj delali, večinoma ti ljudje niso niti govorili slovenskega jezika, če moram pač tako povedati. Jaz sem bila prepričana, da je to namenjeno državljanom, ki so delali in tukaj živeli v Sloveniji. Jaz sem rojena. Nihče te pa ni uradno obvestil, da državljanstvo. Uradno nisem niti obstajala, jaz nisem niti vedela, da uradno sploh ne obstajam več, ne. Ker jaz sem imela samo osebni dokument in osebno izkaznico, tisto rdečo še, če se spomniš. Sem že malce pozabila. Ja, tako rdeča je bila, ne, kakor partijska malo, no, taka mička rdeča slikca. In ker je bilo ob koncu izteka osebne izkaznice, sem šla to na občino Podaljšek, čisto nekaj normalnega, in me je gospa to tam prerezala. Tako da sem tudi brez tega dokumenta ostala. In prerezala in nisi dobila... In sem se začela buniti, rekla, da bo poklicala policijo, da me ni, da ne obstajam, da ne se vrnem tja, odkudar sem prišla. In kakšni so bili potem tvoji koraki? Pa nisem imela kaj zelo velik, ne. Jaz sem se pol kasneje čez leto, dve oziroma celo prijavila v Srbiji kot begunka iz Slovenije, ker sem morala dobiti neke papirje ali pa karkoli, nisem imela nobenega pasoša, tako da jaz nisem imela slovenskega, oziroma jugoslovanskega nisem imela, do slovenskega nisem imela pravice, oziroma na nek način sem bila apatrid v Sloveniji, kar naenkrat, ne. Dvakrat so me deportirali iz Slovenije, ker so me dobili brez dokumentov, več ali manj priznam, je bilo to v nočnih urah, ampak le, jaz sem bila študentka, enkrat izhodu iz K4 so nas legitimirali policaji, jaz nisem imela dokumentov, kje živiš, nekaj povedala, ok, gremo k tebi pa dokumente, sem povedala, da pač to da ne živim tam, ne. Nisem jih imela kam peljati, so me peljali na Trdinovo postajo, zjutraj so me dali na Marico in so me peljali do Zagreba. Prvič sem se vrnila nazaj. Tam iz avta ven? Tam iz avta ven do begunskega centra. Prijava in begunski center in tako. In potem si bila v begunskem centru? Prvič sem se vrnila po 3 dneh, ker sem našla neke Bosance, ki so šli nazaj čez zeleno mejo pri Beli krajini, tako da sem šla z njimi nazaj. Še ni bilo žice, ne? Takrat še ni bilo žice. Naslednjič sem bila pa tako že utrujena, moram reči, tudi nisem vedela, kam se naj vračam. Sem bila kar par tednov v tistem zagrebškem begunskem centru. Pa sem ugotovila, da bi bilo mogoče zame najbolj, da grem pač v Srbijo urediti neke papirje. Tam sem si uredila begunski status, na katerega sem se pa lahko vrnila v Hrvaško nazaj, pa spet prišla peš nazaj v Slovenijo, da sem vsaj neke papirje imela. No? Mobitelo pa takrat, če ni bilo? Ne, ni bilo, ne. Kaj pa te prijatelji tvoji, sošolci, znanci, dijaki, študentje? Tako bom rekla, no. Lahko da sem bila jaz prestrašena, no? Ne mislim nobenega kriviti. Ampak res je velika psihoza vladala v tistih časih. Vsi so se bali, ne? Vsi so se bali, tako rekla, da ne bo kdo rekel, da kdo sodeluje z vojaki JNA, ne, ali pa z družinami njihovi tako. Veliko družinskih prijateljev, recimo, meni takrat vrate zaprlo, ne? Čeprav so vedeli, da sem sama tukaj, čeprav so vedeli, da so moji starši šli, ne? Niso se hoteli izpostavljati, ne? Najbolj so mi pomagali ljudje, ki niso vedeli, da sem izbrisana, po domače povedano, kakšni študenti, kakšne frendice iz študenta, ker sem naložila, da pač nimam še sobe, ali pa takrat je bilo tako, da si cel cel nekaj čakal, da se bo nekaj sprostila, ne. Tako da sem se malo švercala od ene, malo do druge, 3-4 dni so se me naveličali, so me na lep način postavile pred vrata in si pač krožil, ne. Ampak to je huda negotovost, ne? Grozen je bilo. Ampak vedno... Takrat si še nisi ustvarila družine, ne? Ne, niti na pamet mi ni padlo. Ne, takrat mi na pamet sploh niti ni padlo, da bi karkoli... Si se pa pozanimala, kako pa bi lahko prišla do slovenskega državljanstva? Če bi se poročila.
Najlažje bi bilo, če bi se z nekom poročila. Se kasneje sem to pol naredila, tudi več ali manj za papirje. No. Drugače se pa ni dalo takrat. Ne, drugače se pa ni znalo. Jaz sem imela tudi problem tam. Jaz sem seveda šla pol zaprašati, če bi lahko vložila prošnjo za dovoljenje. Imela sem težavo, ker nisem imela stalnega prebivališča. Ja, to je tista, ja. In sem bila v začaranem krogu. Prijaviti pa noben ni hotel, ne? Čisto iskreno, ne? Noben me ni hotel za stalno prijaviti, ker danes je zelo ista situacija, ne? Zato, ker se vsi na nek način bojijo, če bodo nekoga pri sebi stalno prijavili, da bo tak je stalno prijavljen, ker naenkrat začel zahtevati neke pravice. Danes je čisto isto, ne? Noben noče nekogar prijaviti, čeprav je mogoče za neko birokratsko zadevo, ampak meni to recimo predstavlja problem. Tako da šele tako bom rekla, no pač z možem sva se poročila in potem so me tudi njihovi starši prijavili na njihov naslov domov, da sem lahko sploh vložila na neko državljanstvo. In kako si prišla do državljanstva, že preden se recimo ustavni sodnik nekdanji Matevž Krivic zelo zauzemal? Ne? On se je že zauzemal, se je že vmes zauzemal, jaz sem kar z njim kar velik delala, privatno sem mu tudi priznala, da sem izbrisana, ampak jaz sem bila še izbrisana in sem delala na Pop TV-ju. Jaz nisem smela tega javno povedati, ker bi me diskreditirali, sam veš, da je takrat voda državo, ne? Pa sam veš, v kakšni poziciji ste bili osamosvojitelji, vsi ste bili nedotakljivi, ne? Vsi veterani, vsaj prvi 10 let, ne? Prvi 10 let, ampak vse je prav, vse je prav, ne? Torej, če bi na kakršen koli način pokazala, oziroma, veš, kot novinar si pa vedno kritičen, ne? Tako da sem se mogla na nek način, moram priznati, no, čisto samocenzursko, ne? Izogibati nekih političnih tem, ki bi se jaz mogoče lahko zobe dajala, pa tako kadarkoli sem komu prišla, sploh recimo političari desne opcije so bili zelo nervozni, ko so videli, da je prišla Katarina Stojanović, zato ker sem avtomatično prišla iz nekega predala, ne? Nič ni treba razlagati dokaj, ne? Aha, Stojanović, primek je vse povedal in je bil tudi diskurs vedno takšen, ne? Da so bili, ali sem pa jaz imela takšen občutek, ne? In to točno vem, kako je to, zato ker sem dokler sem bila Stojanović kot novinarka, dostikrat mogla poslušati in od politike, in od novinarjev, tudi iz moje lastne hiše, ne, češ, ne, da, ne vem, da ne obvladam dobro slovenščino. Pa recimo spomnim se enega primera, moj urednik je čisto živčen naratov, ker sem bila dežurna za 8. februar, čeprav sem tukaj rojena, ne. Češ, ne more Čefurka pokrivati slovenski kulturni praznik, ne. Veš, vsake toliko je pol nekaj takšnega prišlo, ne. Lahko je to poniževalno, lahko je cinično, ampak jaz sem čez vse to mogla iti. Si šla čez vse to. Kako pa si prišla potem do državljanstva z poroko? Kar avtomatsko ali ne? Ne. Si mogla kakšne izpite ti delati? Misliš iz slovenščine? Ja, pa. Ne, na srečo ne. Že takrat, ko sem bila v parlamentu, jaz sem na Popu prva pokrivala tudi to tematiko izbrisanih, zato ker sem jo na nek način poznala. Ja, mnogim se je pa zdela zelo tako obrobna tema. Zelo dobro, veš, zelo dolg časa je politika tudi ni spremala, kot šele leta 2000 so ti ljudje, ki so se že 5 let borili za papirje, dobili ta neki naziv izbrisani. No, jaz poznam sodelavca iz Siporeksa, mislim, da je po narodnosti Bošnjak, in ker ni živel v svojem stanovanju, ampak v samskem domu v času, ko je Slovenija razpadala, ni mogel takrat zaprositi za slovensko državljanstvo. Ker nima stalnega bivališča. In je šel nazaj domov v Sanjski most in ima še zdaj kakšne kontakte. Ni dobil slovenskega državljanstva, čeprav je delal že 10 let, recimo. Ja, ampak ne, se to je to. On ni razmišljal. Poznam te zgodbe, ne? Tako da nismo si gledali. Nihče ni razmišljal, nihče niti ni vedel, da je Jugoslavija razpadla. Ne? Tudi ljudje, ki so se poročali, ali pa, zdaj bom tako rekla, ne, problem je rato s tem, zakaj? Zato, ker je oče, ki je mene rodil, ne, me je napisal pod narodno srbsko, a ne? Ja. Ker sem pač Srbkinja. On je razmišljal, da bo to srbsko nacionalnost, on je mislil, da bo Jugoslavija večna, ne? In narodnost je pač narodnost. Mene so pa na osnovi narodnosti izbrisali. Tako kot je moj oče napisal Slovenec. Ja, ne? Tako je. Nekateri so tudi Jugoslavani napisali. Nekdo so tudi Jugoslavani napisali. Nekateri so tudi zaradi tega izgubili državljanstvo. Niso vedeli, da so pod Jugoslavani. Ampak poznam tudi ogromno Slovencev in tudi ti, ki so bili tudi izbrisani, pa nima nobene veze, bom rekla tako, ne z Jugoslavani, ne z nacionalnostjo, ne. Ogromno recimo Slovencev poznam, ki so živeli dolgo leta v Sarajevu, prav, ne, naprimer, gospa bila poročena, kakorkoli, ne, 20-30 let živela v Sarajevu, tukaj so izbrisali, ne. Pa se potem poročila si se, pridobila si slovensko državljanstvo? Še predtem sem se izrihtala. Že predtem? Še predtem sem se izrihtala državljanstvo, oziroma srečo v nesreči je bilo tako, da sem se pač, da rečemo, vlačila po parlamentu, ne, kar pomeni, da se veš, kako je to s politiki. Z enimi se pogovarjaš, z enimi piješ kavico, z enimi postaneš lahko tudi znanca. Dobra znanka sem postala z Zmagom Jelinčičem,
ki je v tistih časih bil znan kot največji sovražnik, če rečem tem južnjakov. Ne? Če se spomnimo, v tistem času je bilo celo ono, kaj je bilo že Mr. Aljes, Jesenice, pa nekaj ne vem kaj. Ne? Zdaj vsi vemo, ne? Vsi, ko Zmago te poznamo, vemo, da je pač Zmago ena politična zgodba. Zmago Jelinčičem, ja. Ja, Zmago Jelinčič, ne? Marko, ni mi šlo. Se nekaj Marko? Ne, razumel sem tako, ja. Ampak veš, o čem govorim, tako, ne? Ja. Ne? On je na začetku na začetku osamosvojitve, ko se je začela neka demokratična politika, pri nas zelo velik stavil na to nestrpnost proti južnjakom, ne, proti Jesenicam, proti Fužinam, proti Pacem. No, ampak potem je pa recimo Srbom bolj sodeloval kot pa s Hrvatom. No, točno to sem hotela reči, ne. Tako da midva sta bila dobra znanca, če rečem tako, sva bila tudi v parlamentu lahko privatno na pas mater, ne, ko sva pač delala službeno, in sem jaz tudi njemu pač to zgodbo pač svojo povedala, da sem izbrisana in da imam težave in da nimam dokumentov in ti si kriv za to, a ne, ti in tvoji ste naredili, da se meni zdaj tako dogaja in kot prvo je tudi tako res, ogromno politikov sploh ne vedela, da se to dogaja. Ja. Ne? Nekaj je bilo v teoriji, oni so pač, rekla, birokratska, etična, eno je, če pritisneš tipko na računalniku, ne, 20, v resnici pa tudi niste vedeli, tako da jaz osebno nikogar ne krivim. Ne? Razen tiste 3-4, ki so vse to zmenili na začetku. Ne? Pa so še danes večinoma v aktivni politiki. Tako da se Zmago, moram reči, zelo potrudil, je rekel, da to je itak svinjarija, obrne 2 telefona, rekel je, lej, tle imamo eno novinarko, ki je brez dokumentov, zdaj ti bom poslal, probajte, kaj boste zrihto, poslal me Jerkatič, se mi zdi na Ministrstvo za notranje zadeve, jaz sem imela v 14 dnevih državljanstvo nazaj. In potem je bilo lažje, ne? Seveda je bilo potem lažje. Poročila si se, ne? Potem sem se poročila. Vsi 4 otroci iz tega gnezda? Ne. Prva poroka je bila... No, to je najstarejši sin pa, ne? Najstarejša hči je iz prvega zakona, ki nažalost ni trajal dolgo, po 2 letih sva se ročila, ampak sva še danes prijatelja. V bistvu je bilo tako, moram zdaj priznati, ne? Vse veš, kaj gledaš za nazaj, ne? Jaz sem stara 28 let, zelo sem si želela družine, zelo sem si želela otroka, imela sem travmo od tega, ker mi je bila ena družina odzeta, to niso enostavne zadeva, ne? In ti povem, na sebi naredila, ne samo da to, da najdeš ta varni krog, ki si ga enkrat imel, ne? In sem pač zbrala najboljšega prijatelja. Ne? Po 2 letih smo ugotovila, da ja, otroka imava, ampak ni to, kar smo midva želela. Ne? Tako da pa sem imela srečo, pa sem pa res srečala ljubezen, katero sem bila poročena 20 let. Na tem tistem zakonu sem pa še 3 otroke rodila. Eden je že umrl? Nažalost mi je prvi sin umrl, ker je bila tudi neka... Bolezen? Ja, bolezen, ja. Encefalitična mitohondrija. To je ena taka nagražena besedna zveza, ki je zelo težko izrečem, ampak vidiš, to je že tako ratal, da mi izleti v ust, pa zdaj niti ne cljam pri tem. To je ena od teh redkih otroških bolezni, ki je še vedno dan danes neozdravljiva. Ne? Tako rekla, človeško telo ima... Koliko star je bil? 1 leto je bil star, ki je umrl. Ja, človeško se telo ima... Se zelo težko soočiti s tem, ne? Oziroma ne soočiti, ko zveš, da... To je najtežje preživeti. Ena največjih in travm in strahu in bolečina, ne, vseh nas staršev je, ne, da bi šlo po naravni poti. Kaj, da te otroci preživijo. Da te otroci preživijo. Ne. Vsi, ki so dali tako izkušnjo čez, se pogovarjam s takimi ljudmi. To je luknja v srcu, ki nosiš celo življenje. Seveda lahko živiš. Jaz se recimo 2 leti po smrti otroka nisem upala niti smejati, niti pet, niti plesati. Zdel se mi je, kada sem ujeta v neko žalost. Ker se ne smeš. In veš pa tudi tako okolica, da se ne spodobi, da bi zdaj mama, ne, mrtvega otroka se je kdaj jokala ali preprsala. To je bil prvi otrok s tem novim? Ja, prvi otrok, ja. Kdaj ste se potem odločila za drugega? Ja, zdravniki so rekli, naj ne rojevam več, ne, zato ker smo v razvojni ambulanti ugotovili, da jaz prenašam neki gen, ki sem ga dobila od svojega očeta, ne, to so te genske matematike, in da bo vsak moj naslednji otrok ima 50% možnosti, da dobi to encefalitično mitohondrijo in da bo tudi umrl. Da se ta bolezen ne da izolirati, da se ne da pogledati niti plodovnica, da se lahko edino preveri otroku, grozljivo res, da se lahko edino pri otroku preveri, ko se rodi, ampak če ugotovimo, da ima to bolezen, je to. Do 2 let vsi otroci umrejo. Takrat sem veliko delala z dr. Neubauerjem, ki se ukvarjal s temi redkimi boleznimi in so imeli točno tiste dni, se spomnim, je prihajal z nekega simpozija v Štokholmu in mi je pokazal tako ogromno sliko, je bilo ogromen otročkov, je rekel, tle gor je 200 otrok, ki imajo isti sindrom, kot vaš sin, do 2. leta niti en ni preživel. Tako da mi je bilo, ko mi je to pokazal, mi je bilo jasno, da se tudi pri meni ne bo drugače končalo. Ne? Ampak vseeno, nikoli ne obupaš. Ne?
Mislim, Se je potem zgodilo ali načrtno? Ne, potem je umrl. Ne, pa potem naslednji otrok? Naslednji otroci so se pa rodili zdravi, hvala Bogu. Tako da je spet Pa je to, bilo ne? kaj razmisleka? Ne. Ne. Sta se z možem odločila in... Jaz moža nisem niti sprašvala, kaj preveč, moram iskreno povedati. Ampak si mu povedala. Veš, kak je to? Če bi mi vas moški spraševali, koliko otrok bi imeli, pa koliko bi vi rekli? otrok živeli, bi bilo po moje 3/4 otrok manj rojenih, kot jih je. Ne? No, jaz sem bil pri prvem porodu, Ja. ne? In vem, da 18 let star, ne? Ja. Sem dejal ženi, Ne več. Dost. kar se mene tiče, No, ampak si žena je dovolj pa trpela. Ne? Še, ne? No, čez 6 let potem. Ne? A vidiš, ne? Sem pa bil za. Ampak ti si to gledal. Ja. Si ti predstavljaš, kakšno moč imamo ženske, Au. če se navkljub temu, da to preživljamo, Ja. pa so še hujše travme v porodi, se sam dobro veš, da tu slabo končajo, da smo za razumsko pripravljene, da gremo tudi 10krat čez to, če še treba. A veš? Neverjetno Ne? ste, ja. Tako da to se mi zdi ena Tako da jaz sem taka... hvaležen mami in očetu, da Ja. so moški. Res, dosti lažja pozicija. je. Moram Tisti kar zdaj še reči. vojske ni, ne? Ja, to pa res. Jaz sem še šel čez služenje vojaškega Jaz roka. bi to ne. kar upeljala nazaj. Jaz pa ne bi. Ne bi, ne? Ne. Ja, te pa Jaz sem vam- imel takrat že otroka in je bilo to kar hudo. Ne? Ja. Ampak se vidiš, jaz sem oficirska hči, ne, jaz bi to... Ja, ti bi, ne? Ja, to bi kar upeljala nazaj. Sploh pri fantih. Pravijo zato, da bi se otroci navadili reda. Jaz pa pravim, če te doma reda navadijo, te tudi vojska ne. Ampak je drugače, A živimo v drugačnih časih, vidiš, kako je vse tako, ne, tudi vzgoja se je zelo spremenila, Se je, vzgoja, ne, ne. ja. Včasih mi smo še generacija represivne vzgoje, ne, da nekaj moraš, ne, pa da če ne narediš, to si kaznovan, ne. Naši otroci nič ne rabijo načeloma, ne. Mi smo srečni, če sploh karkoli kaj naredijo, ne. In pri nama se je tudi pričakovalo, ne, da bova ob koncu srednje šole ali pa ob faksu, da od nas je pričakovali, da bomo šli od doma. Ne. To je bilo tihi dogovor. Zdaj je ne. hotel mama, ne, Ja. bolj kot Zdaj pa tihi dogovor, da ne bo šel nikoli od doma. Ne. In to se je spremenilo v 20 letih zelo velika. Ne. Ja, jaz sem šokiral, sem šel pri 18 letih. Ja, ne. Iz res lepe, čudovite družine. Ja, jaz sem tu čutila potrebo in sem bila vesela, ker sem šla in recimo to, jaz bi lahko vedno spokala kufere, ne? Zdaj, tistih 5-6 let, ko sem bila na ulici, dokaj se nisem državljanstva zrihtala. Vedno sem imela to nekje v zadju, lahko vzameš ta kufer, pa greš lahko še vedno v Srbijo. Ampak si se borila, ne? Starim staršem živeti, karkoli, ne? Ampak jaz sem vedela, da tam zame ni prihodnosti nobene. Ne? In jaz pa hočem, jaz sem bila pa ambiciozna punca in sem tudi hotela in nisem zdaj hotela neke ravte tam živeti, zato da se bom jaz skrivala. Uspela pred tudi novinkom, na ne. novinarskem področju. Tudi Hvala kot Bogu, mati, evo, ne? hvala Bogu. Pa je bilo kaj strahu potem, ko se je, ne vem, pol naslednji otrok bil sin. Ja, sinjo, oba sta pa Oba zdrava. sina, je Seveda bilo bil to strah. potem kaj Normalno je bil strah. Eno do 2 vprašanje- let, ali kako? Ja, do 2 let je bil seveda strah, ne? Potem Ampak vse pa- so jih oba testirali, ne, ker so se rodila, bom rekla, to so odreze košček mesa, takrat se je to pošiljalo v laboratorij v London, da se je to pogledali, ne, ampak hočem reči, strah še vedno živi. Jaz sem imela samo eno vprašanje. Ali te lahko več boli, če ti umreta 2 otroka, kot en? Ne? Ali lahko primerjam te 2 bolečini? Ne? In pa sem ugotovila pri sebi, da ne more biti enkrat večja bolečina, da je že ta bolečina tako ogromna, da če se še enkrat to zgodi, da je bolečina že tako narejena. Ne? Lahko je samo še dodatek zraven. Lahko je samo še dodatek, ne more biti pa še enkrat več. Ne? Tako da, zelo veliko sem riskirala in na koncu mi je se obrestval. Kar tudi spet pomeni, ne? Ni zadnja beseda medicine res zadnja beseda. Meni so rekli ne. Ne, in ni bilo nobene debate, da imamo poskušati ali nekaj ne vem kaj. Ali. Ne, so rekli ne to delati, nehte, ni zagotovila, ne moramo, konc. Ne. In sem spet stisnila zobe in šla čez eno celo torturo. Ampak zakon pa ni šel, ne? Zakon po 20 letih, nažalost, pa ni šel. Pa spet sem ponosna na sebe, ker sem sfurala 20 let. 20 let biti z enim človekom, dobro, ne rabim se tebi hvaliti, zato ker imaš ti zakonsko zvezo, da je še moja koliko. žena že 40 let skoraj Vidva z se že mano, 40 dobra je, let, dobra, ja. Ne? Ampak prihajajo te neke krize. Ne? Seveda, Ja, v enem obdobju družine in mojega zakona sem celo opustila novinarstvo. Ne? Zato, ker moj mož nikoli ni bil zadovoljen z mojim novinarskim delom, je bil bolj zadovoljen z mojim materinskim. Tako rekla, je hotel od mene, da sem tradicionalna žena. Ne? Tudi to sem probala. Vse, ko probujemo, pa še to. Ne? Mogoče pa to tisto, kar jaz iščem, ne? Ker očitno
Ne? Nekdo, ki veliko dela, ki veliko išče, ne? Cel cel išče neki kotiček, ker bi se lahko počutil domačega. Nisem za gospodinjo, nisem za domačico, čeprav dobro kuham, pa to ne bi pa tega počela vsak dan. Ne? Kdaj se je to zgodilo? Otroci so bili stari, hčerka je bila verjetno že ja, otroci so bili stari tam po mojem 3-4 leta. Sem tako dala odpoved na Pop TV-ju, ravno po sezoni tiste. Kaj pa potem, ko ste šla na razen, so bili pa otroci? Pa je štala ratala, tako kot pri vsaki ločitvi. Ne? Se ne znamo ločiti. Zdaj je 3 leta, kar sem ločena. 3 leta se borim na sodišču za skrbništvo svojih otrok. Skoraj 3 leta. Ponavadi je tako, da žena dobi, ne? Mama. Ponavadi ali pa ne ponavadi, tudi tukaj se zakon spreminja. Se spreminja. Se strinjam, zato ker je bilo v preteklosti to, da so ponavadi ženske v večini meri dobivale otroke, bom tako rekla, tudi zadrževale otroke, ne? V mojem primeru pač to obratno. Ne? To pa je težko, ne? Je težko, ampak se tudi tukaj borim. Ne izbiram samo fronte se mi same postavljajo. Hčerka je pa že polnoletna. Sama odloča. Otroka pa še ne more pa sama. Otroka pa sta stara 13-14 let. Zaenkrat živita pri očetu in pri njegovi ljubici, ki je članica stranke SDS, zelo visoko. Tako da, hočem reči, niso samo neke privatne zadeve, ampak je to pa vse tako, veš, ta Slovenija je tako majhna, da to pa cel tak neki konglomerat rata. Pa lahko ohranjaš stike, saj telefonske? Veš kaj, trudim se prek sodišča in prek CSD-ja, bivši mož je otroke odtujil. On jih je namreč pred 3 leti zbasal v avto in jih dobesedno ugrabil, odpeljal, tako da jih jaz nisem videla niti pol leta. Prek CSD-ja in prek sodišča sem zelo težko prišla do otroke, ker to pač daje neko proceduro. S CSD-ja so me pošiljali na policijo, da prijavljam ugrabitev otrok. 3-krat sem šla prijaviti ugrabitev otrok, ker pravno, formalno moram to narediti. Tako da trudim se ohraniti normalne možgane in se zboriti proti vseh teh variantah, tudi proti sistemom. Tako rekla, ne da jaz izbiram, ampak očitno je vsaka ta borba, ki sem imela v preteklosti, borba za sistemom. Ne? In še nikoli nisem odnehala in tudi zdaj ne bom odnehala, ne? Niti pod razno. Mama ne sme odnehati. Mama, ne, ampak, a veš, tako rekla, veš, predvsem tam, ko sem šla, ne, zelo, tako rekla, nikoli nisem tudi v preteklosti razumela ločitev, ki se tepejo čez hrbte otrok, nikoli nisem bila za to. Enkrat sem se ločila, moja hči nikoli imela svojega očeta kadarkoli hotela, tako da nismo imeli. Drugič pa pač ni šlo. Vedno so tudi neke pač, se veš, neke zamere, ko očitno niso ščiščene. Ampak na koncu bo vse v redu. Ja. Katarina, potem se je pa pojavila še bolezen, ne? O tem bova pa v drugem delu oddaje. No pa deva. Ne bo to za prvi del oddaje dovolj. Upam, da bova kakšno veselo temo še zdaj odprla. Ja. Hvala vam za pozornost, pa bodite z nami tudi v drugem delu oddaje.